Pa dobro, kaj je s tabo? Ja, no, Žuža, ne delaj me nervoznega, če vidiš, da sem nervozen. Kaj si spet kaj vzel z Lidinega predala, Beno? Kaj? Ne, daj no, nič nisem vzel z Lidinega predala. Joj, pa kaj sem jaz kriv, če so takrat tiste Lidine antifrod spirule zgledale, ko one moje za glavo bol. Se itak ne bo pomagalo. Beno, pa kaj je narobe s tabo, kaj me strašiš? Kaj? Kaj te strašim? Pivo si vrnil nazaj v hladilnik. Jo. Dobro, kaj ti je? Kaj si ti danes vzel? Joj, daj, Žuža, no, nič nisem vzel. Samo Ivota čakam, pa sem tako malo nevrozen. Ne govori mi tega, 1000-krat si že čakal Ivota, pa te še nikoli ni tako metalo. Ja, seveda ne. Zato, ker mi Ivo še 1000-krat ni priklopil optični kabel. Zdaj pa razumem. Beno, kaj je to optični kabel? Optični kabel? Tja, Žuža. Optični kabel, to ti je taki kabel, ko ima ogromno dosti oktanov. Ja, pol pa se šiba gor pa dol po tem optičnem kablu z veliko brzino, ko da bi bil optični kabel. No, zdaj razumeš? Ja, seveda, če si mi me tako lepo razložil. Knedl. Zakaj pa zdaj knedl? Ker je optični kabel, optika, Beno. Optika? Ja. Optika, ja. Vse sem da bo ja videl, Žuža. Kaj ti ima optika s tem? Saj ti ne gledaš skozi kabel. A ja, dobro, mogoče to, da gledaš, s koliko brzino vse to šiba po tem kabli. Samo, ko si to gledati, saj to tako hitro šiba, da sploh ne vidiš. Optika, ja. Vse sem da bo ja videl. Kaj ti ima optika z brzino, Žuža? Dobro, stavi konje, Beno, gled. Tudi, če bi ti jaz znala razložiti, ne, ti tak ne bi razumel. Tako da je čisto vseeno, kak in zakaj je optični kabel hiter, okej? Dobro, Žuža, no, zdaj te nekak nič nisem razumel, ne, samo itak veš, kaj ti bom zdaj rekel, ne? Ne? Baba! Beno! Pa ti nisi samo pameten, ti si še izvirn! Hvala lepa. Žuža, ti si pa ravno obratno. Kaj hočeš reči s tem? Kaj sem jaz? Nič. Žužika, ti si špica. Kaj to resno misliš, Beno? Joj. Seveda resno mislim. Ja, no, Žužika, daj si ta PVC ropotijo z glave, ne? Pa bo špica. Lahko ti pa tudi jaz. Pusti pri miru. Pusti! Da Beno, da ne! Pusti frizura, ne boš imečil, to sem pa uredela, nehaj, no! Da bo špica, no! Jaz te bom ubila! Enega baba. Še drugega? Samo ti dihaj, tako, ja, evo, op! Ja, kaj bolelo? Ko da nič ni, ne? Zdaj pa še uhančke, dobro, uhančke bomo pustila gor. Ej, veš, na hitro, hop, gotova. Le, kaka sem zdaj? Ja. Da, dečki, no kaj čakate, špica, že sem jo čist skompiral. To prvi je zjutraj, ki te zbudi, ko bi še spal, se glasno sveti. Pozno po noči ti spat ne pusti, v posteli svoji telovadi za 3. To nad dopustov za pošto skrbi, Ti rože zaliva prebrska stvari, ko ti posodi jajčeka 2. se že ga vrnil, ko ga ni bilo doma. Lepo je biti sosed, saj nič ne boli. Prijazen je pozdrav, začejo se stvari. Lepo je biti sosed, lepo je biti fin, ko si v težavah.
biti sosed. Kaj pa zdaj delaš? Kaj daj, se vidiš? Pa ti gre? Ja, no, še malo pa bo. Ti raje mi povej, kje imaš ti big screen, ki sem ti ga namontiral lani. Kaj? Big screen! Ja, misliš deep screen? No, Ne, prodal sem ga. Ja, prodal sem ga zato, ker sem vedno action shoes dobil, ko sem tenis gledal, pa take. Ja, si predstavljaš, da uro pa pol, 2 ali 3 gledaš, pa take. Veš, kako široko diagonalo je imel? Pa to. no, pa smo. Res? Ja, samo imaš ti zdaj še ta očala za tridimenzionalno gledanje? Seveda. 2-3 očala gor pa, hop, fup, ko na stadionu. Naj, vžgi, no. Ja, sej, Kaj pa internet? kaj internet se že deluje, very much. Mislim, zelo. Wow, kakva brzina, to bo super za moj biznis. Res? Super. Bom tudi jaz malo šel pokotalkat. Mislim, po deskat. Mislim, po rolkat. No, mislim, po surfat. Nehaj, Bena, porno strani boš gledal, ne? Vedno. Tiho, Ivo. Kaj porno strani? Sej sem eno parkrat šel gor. Ja, imeli smo ful počasen internet, pa pa kdo bo to čakal, da ga vzame ven? Parkrat, ja, parkrat. Kaj pomeni za tebe ta beseda, parkrat? Ja. Parkrat. Manj kot 100-krat. Na mesec. No, dobro, no. Ne. Grem jaz zdaj priklopiti svojo optiko. Ja, no, zdaj. Šala, dotip. Ja, Helsinška, ne? Ja. Adijo. Ja, Ivo, hvala lepa, da si. Ja, boš že plačal. Sve sem te pa ja videl. Ivo, Kostjano! Kak to leti, kakva slika! Kostjano, Žužika svila. Skoraj mi je direktno v glavo žogo našutiral. Kostjano. Ja, to pa je večdimenzionalni prenos. Svenska, fotbal, förbundet. Joj. Silvika, to je tako, kot da si sredi med njimi, direktno na igrišču. Pridi pogledat. Daj, poglej si, boš videla. Kaj je? Jaz to No napravim. pa si sama natakni na ta tvoj velik nos. Kaj je? Svenska, ja. Štene, to je ko da sedim na glavo od navijač. Ne navijač, od igrač. Ne igrač, od sodnik. Ne, veš, kako to je? Ko da sem tam na tisto klub. Kako reče se, zatožno. Ne. Rezervna. Jo, Iger, jo grozno to je. Ne, Kaj? Kaj ne grozna, kaj? ne mu všeč. Kaj je? Boš rekla, da ti ni všeč. Ne preveliki je pritisek psihološki. Kaj bom zdaj, no, vse samo igra. Sverge! Čudno igro, ja. To je... Kaj čudno.
Chelsea pa Bayern München, čisto normalna tekma. Ja, pa ne normalno, da gledaš ti to, kakor da si na glave od navijač ali pa od sodnika ali pa od igrač. Ja, no. Ja, to je pa sodobna vizualna tehnologija, ki jo omogoča optični kabel. Sverska Riksvol Förbundet. Kako že piše? Kaj je? Zdravo! Servus. Vidim, da pri vama optika že dela, a? Zelo. Ja, preveč zelo. Ti, Ivo, sej ravno, te lahko malo zmotim, Ivo, daj, veš, kaj se te hotel vprašati, da bi ti meni pomagal priklopiti mojo optiko, jaz ne vem, nekaj ne znam narediti, no. Kaj kdaj? Zdaj le? Daj, če gre, no, a bi šlo? Ne more iti, ker vidiš, da smo sredi tekme. A ja? Je že! Bravo, bravo. Ha? Ti, ampak nekaj ne štima, ne vem, to je neka motna slika, je, ni? Kaj ne bo motna, če pa je 3D sprejemnik? A ja? Ja, no, poglej si. Ja. O moj bog. Ja, na doseg roke. Tako da si na štadionu, a? Ja, Igan, sredi med njimi. Glej. A si jo videl? Tretji vrsti, Pipiko, a? Pa ni krasno, a? Pa pusti zdaj Pipike v tretji vrsti, poglej sodnika, kaj dela. Kaj je zdaj za kaklico? Kaj pravi? Pa ne, ni. Rooney is back. Rooney, go home, Rooney, go. Dajmo, Chelsea, dajmo. Halo! Žuža! Kaj nikoli ne Ja, povedejo že v prvem nem slišim te, Ivan pa Bodi Rožo gledajo tekmo. Pa derajo se tako, da nem ninče, nem kuhat ninče. Nem moram tebi. Ne, moram kuhati še. Jo, kaj? Naprej. Beno tudi gleda. Nem slišim te. Kaj? Ne razumem te. Sploh ne vem, kaj si me vprašala. Ne, čak sama. Tiho, Bobilo! Silvi, ne morem. Ok, po tekmi te bom poklicala, velja? Adijo. Und jetzt gehen wir tiefer, gehen wir schneller, gehen wir los, Paniken! Ja, das ist unsere Mannschaft! Und jetzt gehen wir gegen Chelsea, schmeckerdruckend, Fußball gewann schneller! Gehen wir los! Gehen wir los! Tiefer, schneller! Mehr tiefer! Ili, zmešalo se moje petarde meče. Ja, poslušaj, jaz bom hišnika poklicala, on je ziher ne gleda, pa naj odklopi glavni kabel. Das ist ein Regenschmöller! Ich komme, geil und gleich, bitteschön! Was ist denn das? Ja, seveda. Bayern München! Anlage, gehen wir los, bitteschön! Silvi, nima smisla, hišnik je tudi not. Ja. Kaj? Hišnik tudi? Ištenem, pa kaj napravimo noj? Ha? Ja, še ena A možnost. vidiš, kaj... Jaz lahko molim, da postanejo moški bolj normalni. Ne vem, kako. Kako ne obstaja ta molitev? Obstaja. Za vsa stvar obstaja molitev. Pokličem te potem. Dobro? Servus. Go. Ja, bitteschön! Bayern München! Bayern München! Bayern München! Konca nič ni odločeno. Jo, gledaj, Pipiko malo lažijoče. Pa kaj zdaj gled? A navijačica? A ne vidiš, da je to navijačica Münchenskega Bayerna? Lepo je biti sosed! Ja, letzte Minute, bitte sehen.
Geh mal los, halbe Minute, geh mal Feierabend, geh mal. Geh mal Schichtsrechter, wo ist deine Uhr? Donnerspicker! Und Schluss! Schluss! Ausgenut! Das ist ein Riesenresultat! Das ist eine Sieger! Ja! Das ist eine Jawohl, München! Sieger! Es ist vorbei! Es ist vorbei! Und bye-bye, Chelsea! Geh mal los, Ja, bitteschön! Es ist vorbei! Absolut, Finito! 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 Kaj to pomeni? Kaj to pomeni? Kaj se je začela še ena tekma z Italijani? Mene je samo malo zaneslo. Ja, njega je malo zaneslo, veš. Hvala Bogu, samo da je konec. Ja? Hej, Silvi, ja, konec tekme. Mislim, da ni bila ravno tvoja molitev, ampak sodnikova piščalka. Ja. Molitev pomagala je. Ja pa je. Dobro, no ja, božja sila, pa konec tekme, ja, v redu. Ne morem zdaj, okej, adijo. Halo? Odložila je. Pisok, žuža. Dobro, Ivo, pa kaj je to? Nek francoski program, ali kaj je to? Kaj gledava? Ja. Polžje dirke. Joj, kako lepo to, ne? Bolj lepo kot fuzbal, bolj manj agresivno, ne? Joj. Ti, Ivo, a greva? Ja, bova šla. Kdaj pa? Kaj da kdaj pa bova šla, ko bo konec te polžje dirke, no? Ivo, daj, no. Mislim, kaj je to zdaj? Kazen zato, ker smo zgubili, ali kaj? Kaj? Je zanimivo zelo. Ja. Dobro, upam, da bo bolj zanimivo kot na fuzbalu. Da zdravje. Ja. Samo te francoske dirke s polži so pa zanimiva stvar. Res je, res. Ti povem, da sem razmišljal, da če bi jih imeli pri nas v Sloveniji, bi takoj bil zraven. S svojim polžkom, ja. Polžem. Pozdravljeni, poraženci, kako smo? Kaj je, no, tisto je bil prehitek. Seveda, Bezek, ti lahko se hvalite, točno vemo, da vam je sodnik pomagal. Kakšen prehitek, o čem vi govorite? O čem? Offside je po slovensko prehitek. To vsak ve, to vsak. Ja, če si sosed, da to porišiš. Ja, zgubili ste, to je pač to. Ja, dobro, no, daj pustimo zdaj nogomet, midva sva popolnoma pri drugi temi. Ti, Bezek, povej ti meni, a gledaš ti po televiziji še kaj drugega, razen tisti tvoj fuzbal, a? Vama se prav vidi, da sta zgubila mucka, jojo. Seveda gledam kaj drugega. Glih zdaj sem gledal 2 dela iste oddaje o istih polžih. Pa ne, ja, ne francoske. Francoske, ja? Vidiš, ti povem, to sva lih prej govorila. Da če bi imeli te igre pri nas, bi jaz bil takoj zraven. Ja. Saj tu pa gotovo Beno tudi. Z Benotom sem gledal doma. Saj kje pa je? Staranje, z Benotom sem zaspal, moram ga zbuditi, pridem takoj nazaj. Adijo. No, adijo. No ja. Saj, veš, že ves čas razmišljam o tem nečem. Teh polžjih dirkah? Ja. Da bi jih naredil pri nas? Ja, da bi jih zorganizirali vendarle. Ne vem, nisem pripričan, veš. Zakaj ne? Nisem pripričan, zato ker v Franciji je to tradicija, razumeš? Pri nas je pa bolj kom si kom sa. Sicer pa da bo vprašati dečke. Fantje, a bi bili vi za polžje dirke, če bi bile pri nas v Sloveniji? No, vidiš, no, če jih imajo Francozi, zakaj ne? Pa ne bi jih imeli še slovenski državljani. Dobro, poleg tega pa recimo, da bi bil interes. Ampak kje jih boš pa organiziral? Saj nimaš prostora, saj ne moreš organizirati pri sebi v bloku. Imam jaz dovolj velik dnevni prostor s kuhinjo. Velik zelo. Evo, ti si dober entuzijast. Daj, te prosim. Slušaj, če boš rado kakšno pomoč, da se znebiš kakšne stene, pokliči. Jaz sem dober v podiranju.
Pri nas, ja. Polžje dirka. Lepo je biti sosed. Mislim, da sem rešil naklon. Hej, čau, Ivo. Kaj delaš? Bodeš. Papt 2011, moj izum. Kaj pa je to? Kaj le? Pista za polžje dirke. Adrenalinske. Ja? Ti, kako pa to deluje? Ja, kako to deluje? Kaj ne ti zdaj še demonstriram? Kaj? Ja, česa, to je pa dobro, to pa je dinamično, razumeš? Ja, Ful pospeški. mojster delo. Krasno, krasno, Ja, dobro ja, si ja. ja. to zmislil, dobro. Ja, ja. Ampak, čakaj. Obstaja pa še vedno en problem. Eh. Kaj boš pa s tekmovalci, publiko in gledalci? A? Ja. Optični kabel. Optični kabel. Ja. Kaj boš z optičnim kablom? Ja. Bomo predvajali preko interneta in jup. Ja, seveda, internet, normalno. kaj le. Dobra ideja, krasno si to zmislil. Ti, ampak, Ivo, mislim, a ti znaš vse to poštimati in to, internet pa to? Ja, kaj? Beno in Žuža imata vse pod kontrolo. Skrbita za organizacijsko in prijavno plat na internetu. Ja, smo vse že uredili. Ti je bela cesta, to se pa dobro sliši. Z tega pa še bo kaj, ti, ampak, a imaš kaj zame? Jaz tudi znam kakšno stvar narediti, ha? Ivo, daj. Ja, ne vem, ne. Daj, no, nekaj bi se našlo. Ja. Aha, ja. Saj res? Kaj? Ti bi pa lahko bil internetni prenašalec dogodka v živo. Internetni prenašalec. Ja. Dirke, polžev v živo. DAP 2011. Dobro se sliši. Evo, roka, majstore. Velja. No, zdaj pa kar spusti ti svojega polžka. DAPT 2011. Lepo je biti sosed. Pol praviš, da bi bodi roža voda? Ja, seveda, komaj že čakam. Daj, Žužika, pridi malo sem, da narediva zdaj stran na netu. Ja, daj va. Kaj ti boš naredil stran? Ja, jaz bi samo nekak ne znam. Mucek, za tebe je že dosti, da znaš pravilno izgovoriti besedo net, ne? Če je bilo pa treba porno stran narediti, bi se pa že nekak znašel, ne? Ja, Ja, daj sem. ja. Kako pa ti znaš, kje si se ti to naučila? Kaj si pozabil, da sem jaz bila na tečaju Windows pojava za gospodinje? O ja, točno, onda se pa nekaj spomnim, ja. Ja, škoda, da še mene nisi prijavila. Tečaj je bil za gospodinje, Mucek, ne za kneble. Ja, pa to drugo. Čakaj malo. Baba. Kako si ti luškan, ko se tako fejstro vidiš. Okej, evo sem. Kaj bova napisala? Ja, čakaj malo. Piše. Vsi dragi interneterji, oklepaj, spletaši, Super, ja, da bo še po slovensko. Spletaši? vljudno ste vabljeni na prve adrenalinske dirke, pomišljaj, to je minus, čekica, polžje, oklepaj, polžje, adrenalinske dirke. Dirke. Ja. Pa? Dirke bomo prenašali po internetu. Čakaj, to je neki čuden tekst. Ja. Ja. Vem, ti mene več ne prepoznaš. No, daj. Ja. Dirke bomo prenašali po internetu. Pika, pa take, vejca. Pa take. Ja.
Zato nam pošljite vaše polže, oklepaj polže, vsaj 3 dni pred dirko v karanteno. Karanteno. Vejca pika. Pika. Tako. Dobro. Prijavnino še rabimo. Ja, to sem mislil zdaj. Prijavnina je 15 evrov, EUF. Prijavnina je 20 evrov in ura. Čakaj malo, kje bomo imeli karanteno? Kje, pri hišniki, ne? Zakaj pa pri njem? Daj nehaj, zato ker za isti klub navija kot ti. Pa kaj njega vpletaš v naš biznis? Pa dobro, no. Saj sama veš, kak je. Če ga ne bomo mi povabili, se bo sam povabil. Pa bo prišel, pa nam bo vse tako vedno, ne? Pa boljše, da ga mi povabimo, pa imamo mir. Ja, tak? Ja, tak. Ja, dobro je tak. Okej, daj dalje. Ja. Ja, se to imamo, ne? Prijavnina, karantena. Prijavnina, karantena, kaj bo? Kje bo? Kakšne lepe slikice od polža bi še lahko dala gor. Dober dan, sosede. Zdravo. Zdravo, hišnik. No, daj, povej mi zdaj, kakšna bo moja naloga pri tej Ivotovi ideji. Ja. Poslušaj, preprosto je kojota. Ti lepo boš počakal, da ti pošljajo polže k tebi. Polže, ne? Ja. In ti boš lepo dal v karanteno za 3 dni pred tekmo in jih lepo pripravil za tekmo, tako da bodo pol pripravljeni za tekmo. Gre? V karanteno, zakaj pa karanteno? O, Jezus, no, zaradi dopinga, da ga preprečimo. Lepo jih boš hranil, solato pa z vodo do tekme. Tako je. Lepo jih Da bodo pripravljeni za tekmo. tako, pripraviš jih za tekmo in jih pol lepo pripravljene za tekmo prineseš na tekmo. Pripravljeni za tekmo. Ja, kako pa? Pripravljeni za tekmo. Ampak to ne bo smrdelo. Jezus, daj no, Bezek. Kje si ti slišal, da polže smrdijo, ha? Glej, Bezek, vse boš plačane. Ja, za denar je treba malo potrpeti pa take, ne? Ja, recimo, ja. Ja. No, hvala. Adijo. Ja. Adijo. Ja. No. Ja. Ja, seveda. Piši Bezekov naslov. Ja, počne. Srečka Katanca 2. Ja. Dragi gledalci in drage gledalke ter tekmovalci. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Kaj mi ti lahko malo pomagaš, Smiljan? Ne morem, Ivo, ne morem. Nohtov še nimam suhih, pa ne morem se umazati, razumeš? Ja, menda res ne, jaz se pa lahko umažem, kaj? Dobro, ampak ti ne boš vodil, razumeš, web prenosa. Ja, poslušaj, bodeš, da ne bi pozabil, kdo si je vse to izmislil. Oj, Ivan, on prav ima. On mora biti lep, on na televiziji už bo. Ne bo to na televiziji, internetni prenos bo, internetni. Pa kaj to ista stvar je? Ne, še več, internet je globalen. Ja, vidva vse vedneža. Bomo preizkusili drči. Silvika, kje imaš te moje poskusne polže? Frižider. Je! Kam si ti dala moje testne polže? Kakšen frižider? Ti ženska normalna si, sploh. O, Sonjot! Oj, kam je dala moje testne polže? Pogled. Muki, kuki, tuki. Kaj bo? Halo? Lej, sploh noče ven. Silvika, lej, pogled, to je še dobro, da mi si dala za jest pap. Kašla. Kaj pa dala sem? Preden dala sem jih frižider, vsakemu 1 žlička paprika za tako za. Čekaj, potem jih pa sploh ne bo več ven nazaj. Oziroma te vse si uničila, ja. Ivo, počasi, vse se da rešiti, čakaj. Veš kaj, naj pride hišnik in naj prinese tiste tekmovalne polže iz karantene. A že? Ja. Kaj, hitro bo zdaj tekmovanje. Ja, no zdaj bi že moral biti tukaj, a ne ga boš ti poklical. Ja, čakaj, ne vem, kje imam telefon.
Pozdravljeni, pozdravljeni. Evo ga. Ja. Oj, že vse pripravljeno za tekmo. Ja, samo polži še manjkajo. Kje pa imaš polži? Polži, Tukaj so. Res, res. Tukaj v pisku. Mene bo kak. Skuhal jih je. Sem si rekel, da naj pripravim za tekmovanje. Kakšno tekmovanje, kako bojo tekmovali, če so skuhani? Ja, pa sem si rekel, da jih ne pripravi za tekmovanje z polžjim golažem. Ne. Silvika, pokliči Benota in mu povej za tragedijo. Jaz si bom storil silo. Bezek, tokrat si ga pa res zakuhal. Nisem razumel, jaz sem mislil, da je nekaj drugega. Da je tekmovanje. Ne. Ampak diši pa dobro, boš malo Silvika. Polžek, jedan mali polžek. Tiho. Lepo je biti In zdaj te jaz vprašam, hišnik, kam si mislil, ko si skuhal naše polže? Nič nisem mislil, jaz sem mislil pač, da bo tekmovanje v kuhanju golaža. Vidiš, ker je mislil, da ni nič mislil o tekmovanju iz golaža po internetu. To se mi je pa zdelo malo čudno, no. Pa dobro, čakaj malo. Kaj se ti ne spomniš? Po tekmi Bayern München Chelsea 1:0, ko sva gledala tisto francosko oddajo o polžjih dirkah. Se ne spomniš? Ja, to se spomnim, Ja, to se spomnim. Ko so polžji tekmovali. Da so polži tekmovali, to No. se spomnim. To je bilo po tekmi, to se spomnim. Ampak v drugem delu te oddaje so pa tekmovali v kuhanju golaža. S temi istimi polži. In so se šli, kdo bo zmagal. V kakem drugem delu oddaje? Ja, v drugem delu te francoske oddaje so pač te polže, ki so zmagali, kuhali. Ja, se nič to ne spomnim. To jaz prvič slišim. Kaki drugi del oddaje? Kaj ti govoriš? Jo, seveda, zdaj se posmam. Ti si zaspal. Seveda ti si Malo sem zadremal. Ja, zdaj pa vidi, da je zaspal, pa gledal, pa zaspal. Kaj bomo zdaj naredili? Fantje, meni je zelo žal. Ja, super, žal mu je. Ja, pol pa je vrede. A mogoče lahko vsaj pojemo te polže, dokler so še topli, da se nam ne skladijo? Si ga slišal, kaj je rekel? Polžev ne moremo pojesti, polžev, ki niso v naši lastnini. Ob podpisu in predlogu pogodbe, ko smo izpolnjevali obrazce za tekmovanje, smo obljubili, da tekmovalce vse po nastopu pošljemo na njihov domači naslov. Ja. In to nekako ne kuhane, ne? Ja, dobro. Kaj pa če bi recimo priredili tekmovanje, kjer bi lahko na netu v drobnem tisku napisali, da bi recimo lahko tekmovali samo kuhani polži. Jaz pomiri se, no, pa... Kakšni kuhani polži? Kuhani polži se pa ja samo kotalijo. Nas bo še tožilo društvo proti mučenju morskih, kopenskih mehkužcev in kopensko-vodnih glavonožcev. Ja, to imaš prav, ja. Kaj bomo naredili? Kaj pa če bi mi te polže zdaj pojedli, da bi lahko potem lažje razmišljali? Zdaj me pa glej dobro, kaj ti jaz govorim in bom polovil samo enkrat. Polžev ne bomo jedli in tekmovanje bo
ker mora biti. Ja, pa saj nimamo paužo! Čakaj malo. Kaj pa aperitiv, mislim, apartmane, mislim, te hišice od polžev še imaš? Bungaloj. Ja, Ja, Polže. doma jih imam, polno jih imam doma. res? Ja. Pol pa gas po njih! Ja! Kaj pa bomo zdaj s temi prazni brunaricami od polžev delali in kazali po internetu? Ja. Glej, hišnik bo hišice lepo na umetne polže. Z lepilom. A zdaj takoj? Ne. Ni treba. Ja, seveda, kdaj pa? Jo, čakaj, kaj je, pozabil sem mu dati. Beno, kaj zdaj dela? Tu imaš gobo. Gas! Nareži gobo, da bodo polže, pol pa lepo neko polže not vlepe. Beno, ti si se pa dobro spomnil tega. Samo misliš, da bo tudi delovalo? Seveda bo delovalo. Ivo, glej, ti boš lepo to... No to, internetno kamero, tako na slabo, na oštrino narihto, da se to nič ne bo videlo, kaj je umetno, pa kaj je pravo. Odlična ideja. Ja, seveda. Ja, Ti si še tu! Gas lepe! Pa ti... Kak me te hišnik razkere? Dvakrat pa moraš reči, da gre enkrat zalepiti. ja. In v isto smer. Ja. Bravo! Dragi gledalci, dragi tekmovalci in dragi stavarji, končno smo prišli do glavnega, finalnega dogodka v naši polžji dirki. Prvič bomo online spremljali zadnji finale polžjih dirk. Dragi spoštovani gledalci in naši gostje, tukaj so trije zadnji finalisti. Evo en aplavz. Z nami je polž številka 21 z imenom Branko. Simpatično ime. Potem imamo polža z imenom Brankec številko 23. In še zadnji finalist, a vendar ne poslednji, to je številka 67. Ne skrbeti. Naše medicinsko osebje ima vse v rokah. In to je seveda naš zadnji polž, Lucien. Številka 67 z imenom Lucien. Ena majhna opomba, drago občinstvo. Naj vas opozorim, da tisti, ki stavite, imate še poslednjih 5 sekund za to, da stavite. In v času teh 5 sekund bomo mi zaključili z vsemi stavami in pričeli z finalnim obračunom. Torej, pripravite se. 5 sekund bukvalno mimo in stop! Konec stav. Začeli bomo z odštevanjem, kjer bo moj asistent porinil naše tekmovalce čez štartno linijo. Polže pripravljene? 3, 2, 1, štart! Imamo zmagovalca! Bravo! Dragi asistent, podajte nam zmagovalca. In to je polž številko 23. 23! Tisti, ki ste stavili na Brankota, čestitam! Drago občinstvo, dajte, da vam na koncu ob slovesu povem še naslednje. Stavite, stavite, prihodnič bo več tekmovalcev in več polžov. Prosim vas, ker that's what this is all about. Zaradi tega smo tukaj. Au revoir, nasvidenje! Dobro, no prvi prenos je zaključen.
Ja, tako je rekel Karl Marksist. Vse je dobro, ko se konča. Ali kot bi rekli Srbi, sve je dobro, ko da svršiš. Ja, jaz ne vem, jaz sploh nimam mnenja. Jaz upam, da je bilo dobro, a? Dobro, odlično je bilo, gledajte to! S stavami, s prijavninami smo zaslužili 3180 To je novo! Čakaj, to je 763.200 forint. Ja, ja. No, zdaj pa, jaz za vas imam presenečenje. Grem jaz v delavnico. Počak, probaš ti zdaj. Kaj to je? Kaj to je? Polži paprika. Silvika, odlično diši, odlično. Ja, kdo že kdaj rekel, da si ti slaba kuharca? Nikoli noben. Hvala, Smiljan. Dobar dan, dobar dan. Hišnik! Dobar dan. Kako pa tu dobro diši. Vidim, da niste vrgli v stran mojega polžjega golaža, a? Da ste ga reciklirali. A lahko malo? Ne, je žal že zmanjkalo. A ja, zmanjkalo je že. Ja. Meni je pa zmanjkalo kode na XXX kanalih. Kaj? XXX kodo za XXX kanal imaš? Ja, sem mi je zdaj zmanjkalo, žal. No, vzemi moj pa. Izvoli. Ja, hvala. Kodo za XXX kanal imaš? Se šalim. Ja, to je taki paprikaš francoski z mađarsko kuharico. Super, ja, fajn. In kaj pa, a ne bomo poslali nazaj teh, kaj bodo rekli lastniki, ko ne bodo dobili svojih ljubljenčkov nazaj? Vse bi jih morali poslati nazaj, ne? Ja, zdaj te to skrbi, si jih ti v lonec vrgo. Sem dodala drobni tisk na net, da bomo vse polže donirali lačnim občanom. Ja, zdaj mi humanisti smo. Humanisti. Odziv je bil več kot pozitiven. In za ekstra denar lahko dobijo za spominek hišico svojega polžka. Ja, kako lepo to, ne? Dobili spominke svojega polžka. Pa to dobro si ti napisal. Super, se pravi, da ne bodo romali te ostanki tekme v smeti, ne? Ne. Samo odziv je bil, ampak zelo dober. Tako da bomo zdaj mi to lepo pojedli, pa fuk v šumo, pa nabrali še nove hiške, da jih pol lahko prodamo. Hišnik. Dober tek. Dober tek. Ma zajcu breg. Šala helsinška, no, kaj? Zdaj si pa polže jemo. A je pa To pa je presenečenje. Ja, brez poparov. Reči telo. Ja. Jo, za polže, ne? Nam dobro. Jaz bi pa kar svetlelo. Ne, hišico uniči. Razjejo pa.